Živijo. Živijo. Juše se. Jaz sem bil pod mizo. Živijo, folk, kako ste kaj? Ne slišimo vas? Ja. Kako ste kaj? Ste v redu? Mi smo v redu. Dobro. Naša četrta predstava. Peta, četrti videoklic. Tak, vsaj 5 tednov smo že doma. Ja, naša peta predstava, kar je že skoraj toliko predstav, koliko smo jih imeli spomladi v živo. A se bomo sploh še kdaj spomnili, kako se dela predstava v gledališču? Najprej moramo začeti hoditi nazaj. Hoditi? Ja. A ti več ne hodiš? Ja, vidim hod tam. Meni so zaspale noge. Jaz ne vem, kva je to noga. Imaš stol, pa se samo odpereš. V hladilnika. Čakaj sam, da še, evo, live. No, bomo še malo počakali, a? Smo že live, Najprej moramo začeti hoditi. Live že en teden stari. In folk že gleda. Tako da, po mojem, če hočemo, da folk ostane, bomo, po mojem, mogli začeti govoriti nekaj drugega kot nesmisle. Ja, nič. Pol pa ljudje, tisti, ki ste, hvala vam, ker ste. Danes z vami smo improvizacijsko gledališče Ljubljana in sicer Vid, Juš in Peter že 5. preko spletnega formata z vami v naši interaktivni predstavi Videoklic. Zato, ker zdaj že nekaj cajta moramo biti doma, smo se odločili, da bomo tudi doma improvizirali in vam dali eno super predstavco. In ja, jaz sem gledal, smo res, preveril sem na telefonu, res smo live, gleda nas trenutno naključno število ljudi, ker mi ne kaže, ne vem zakaj, ampak hvala, ker ste z nami. 47. 47, dobro. Kot ste opazili, smo na Facebooku, to vsakič povemo, in ponavadi nas gledate v gledališču oziroma v Menzi pri Koritu ali pa v City teatru in tam običajno prodajamo karte, zato da lahko pridete noter. Sem ste prišli za ston, ker vam nočemo niti ne moramo nekaj računati, ampak še vedno, če imate potrebo, potem nam lahko donirate na PayPalu. Zelo vam bomo hvaležni in lahko nam tudi pišete na private, če nimate PayPala, pa bomo pogruntali nekaj. Tako, danes pa seveda predstava Videoklic. En ta format že poznate, tisti, ki ste prvič z nami, pa deluje stvar takole. Mi bomo izvedli različne videoklice med seboj, ker seveda ne moramo biti v skupnem prostoru. Bojo pa to videoklici med, ne vem, stranko pa nekom, ki nekaj prodaja, mogoče med družinskim člani, mogoče bo kakšna solo zadeva, skratka zelo različne zadeve in vse bo seveda improvizirane, kar pomeni, da bomo potrebovali vaše predloge, zato da bomo lahko res fino in lepo improvizirali. Za nekaj predlogov smo vas prosili že pred začetkom in sicer, kot vidite, imamo taka zanimiva ozadja, ki se jih da v Zoomu štimati. Če imate kakšen predlog za zanimivo ozadje, ki ga lahko uporabimo, ne vem, to je lahko kakšna pokrajina, lahko je kakšna soba, kakorkoli, pošljite na naš e-mail iglutheater, tako kakor bi Angleži napisali, @gmail.com. Nekaj teh ozadij smo pa, kot rečeno, že prijeli, jih bomo tudi danes tekom predstave uporabili. A smo redi, da začnemo? Ja, pa že ne. Pa že ne? Peter, ti si... Kako? Kaj nas čaka? Kaj nas čaka? Jaz imam predlog za začetek. In sicer sem publiko že vprašal v komentarjih, če nam lahko dajo naslov ene izmišljene pravljice. Rad bi namreč, da mi trije povemo eno pravljico. Tako, kot je zdaj modern, da prepovedujejo razni pisatelji na Facebooku svoje pravljice, bomo tudi mi, tako, kot delata Pižama pa Desa, tako, the best. Super, sam mi bomo mogoče malo karikirali to, in sicer bi rad, da vsi trije povemo eno pravljico, ampak da vsak izmed nas predstavlja enega drugačnega pisatelja. Pač nek drugačen stil, nek drugačen karakter. Ko bo nekdo zaključil svoj del, bo drug vskočil in pač imamo prvega pisatelja, drugega pisatelja, tretjega pisatelja. Glede na ta stil se bo seveda tudi pravljica verjetno spremenjala. Sta za? Ja. Jaz sem za.
Super, jaz bom šel na konec, zato da se bom lahko preoblekel. Video pa, če želite, se tudi že lahko prištimate v zadje oziroma preoblačite. Jaz pa bom pogledal, kakšne lepe predloge nam je dalo naše drago Facebook občinstvo. In sicer imamo naslove: avokado ne mara nositi srajce. Logično, zakaj bi avokado nosil srajco, če ima itak že oklep, ne? Oklep, olupek. Potem imamo... Valentina zanima, katera pravljica ni izmišljena. Mislim, so tudi kakšne resnične, ne? Peter Klepec pa take zadeve, ne? Maža predlaga Mojca in njene slive. Ne vem, no, ta se mi zdi malo taka, mogoče ne še za to uro. Princ na zrnu graha, bradati dojenček, ta me všeč, slon in njegove male drsalke. Dajmo takole, jaz bom kar vzel bradatega dojenčka. A ste slišala? Ja. Peter je verjetno slišal, itak ima zvok tudi izklopljen. Zdaj mi pa povej, Vita, si ti že pripravljen? Ja, kaj je bradati dojenček? Bradati dojenček je naslov te pravljice, govoriš toliko časa, dokler te Peter ne prekine in bo pol Peter nadaljeval, pa je zaključil pravljico, prav? Okay. Dajmo začeti tole pravljico, bradati dojenček čez 3, 2, 1, zdaj. V daljni deželi, pred davnimi leti, je v oddaljeni vasici sredi gozda živela družina, ki ni mogla imeti otrok. Bila sta oče in mama, ampak nista bila oče in mama, kajti nista imela potomcev, zato sta bila samo mož in žena. Niti mož in žena nista bila, kajti nista verjela v zasnovo zakona. Ampak sta se pa vsak dan trudila spočeti njihovega oziroma njunega potomca. Zato sta vsak dan se družila in kasneje bila intimna, dokler ni nekega dne žena postala noseča. Začelo je rasti nekaj v trebuhu in čedalje bolj je bruhala in imela jutranje bolezni in bolesti. In tako je trebušček rasel iz dneva v dan, dokler ni končno rodila. In takrat so se vsi vaščani zbrali za ta poseben dogodek, kajti nihče ni pričakoval, da bosta seveda spočela otroka. Ta otrok ni bil navaden otrok. Ta otrok je imel brado, dame in gospodje. Bil je bradati dojenček. Ampak to se je možu in ženi, čeprav nista bila mož in žena, ker sploh nista bila poročena, sta bila pa zdaj mati in oče delo zelo čudno. Kajti oče ni imel brade, vsak dan se je bril, pa tudi žena je ni imela, kot se je za ženo v tistih časih pač spodobilo. No, v tem trenutku sta se spogledala in vsi so ju začeli obrekovati. Ja, čigav pa je ta otrok, tole ima pa brado, tam pa noben nima brade. In takrat je mož rekel: Ženo, poslušaj, tale otrok ni podoben ne meni, ne tebi, ne sosedom, ne poštarju, ne nobenemu, ki ga jaz poznam. Kje za Boga sva midva dobila tega otroka? In takrat je ona rekla: nekaj ti moram priznati. Veš, vsak dan sem hodila po kostanj jeseni. In enkrat, ko sem šla po kostanj, sem tako jokala. Jokala sem, kaj se vedela, da ti ne morem dati otroka. In tako sem glasno jokala, da so iz gozda prišle živali. Najprej so prišli zajčki. Na to so prišli magični jeleni, dokler ni nenadoma prišel brez majice postaven gozdar, ki je hkrati imel nekakšne čudne sposobnosti, skoraj nadnaravne, kajti lebdel je in se kar udejanil pred menoj. In takrat sem vedela, da je to nekaj posebnega in da imava nekakšen višji, drugačen stik in preprosto sem mu morala dati svojo ljubezen. In iz te ljubezni se je rodil ta otrok. Ampak veste, vseeno je, od koga je ta ljubezen? A od enega gozdarja?
Ali je od medveda? No, to je malo narobe, no. Ampak od mlekarja, od tistega iz bara, vseeno je. Važno je, da je v otroku ljubezen, pa naj bo plešast ali pa bradat. Se vidimo jutri. To je konc, ne? Kako je čuden, ker ni aplauza. Moj konc, ja. Kaj si rekel? Ker ni aplauza na koncu, veš, pa sploh ne veš. Ja. To je bil konc, lahko virtualno zaploskate. To je konc. Zgodba o preratem dojenčku. Hvala, Urša, za ta predlog. Thanks. Glejte, malo smo začeli. Ja. Koliko nas gleda? To ne vem, če je to Kaj sploh. zgleda ljudi? Lahko vam povem, okroglih 82. Hvala vam. Hvala vsem 82. Kdo bo prevzel? Jaz bi prevzel, če lahko. Ja. Jaz bi najprej pobral en predlog od publike, ki je nekdo je nekaj ušpičil, kakor neko potegavščino ali pa nekdo se je malo pohecal. Kaj bi lahko bila ta potegavščina, recimo, ali pa ta neko nagajivo dejanje. Medtem, ko sem publiki zastavil to vprašanje, pa bi vaju postavil v prizor, kjer bi nekdo igral ravnatelja, nekdo pa enega fotra ali pa očeta, ki ima videoklic s tem ravnateljem. Ne? Ravnatelj mora imeti zdaj ta pogovor s tem fotrom, ki je nekdo, najbrž njegov sin ali pa hčerka, ušpičila eno potegavščino, ne? Ali pa je nekaj zabredla ali pa kaj podobnega. Ne? Tako da imamo zdaj par... Dej, povej nama, kdo bo kdo, a? Dajmo reči, da je Vid ravnatelj, ker se mi zdi, Juž, da si ti skozi v teh nekih vlogah. Jaz sem skozi ravnatelj, tako prav. Ja, se mi zdi, da si ne. Ne. Ti boš pa Prav. oče, ja. Ok, tako da vi jaz se lahko greste štimat, če dam stran to luč, ki me kar v zadnji pogoltne. Dobro. Tako da, ukradel je vse konje na svetu, ok, šel je v napačno občino. Ta se mi zdi kar posrečena, zato, ker je relevantna. Uril se je v origami smrtonosnih tehnikah. Super predlogi. Ja, nič, meni je všeč ta prvi, da je šel v napačno občino. Napačno občino, prav. Daj mi sam sekundo, veš kaj, bom kar vzel eno zadje od teh, ki smo jih že dobili. In ga imam. To se pravi, moj sin ali hčerka je šel v napačno občino in zdaj me ravnatelj zaradi tega kliče. Ja, zato, ker je ilegalno to zdaj, ne. In je to naredil med poukom. To je naredil med poukom, je šel v napačno občino in zato ima ta zdaj ta klic. Klasičen mult. Klasičen mult. Ja. Dobar, jaz sem. Jaz sem tudi. Dober, pol pa vidva se lepo naštivita, se pripravita, mi pa bomo začeli prizor čez 3, 2, 1. Halo? Dobar dan. Ravnatelj Cilenšek. Ja, kako? Vi ste Cilenšek? Cilenšek. Ja, vi ste. Cilenšek, ne? Vi ste, ja, Cilenšek. Ja, jaz sem Cilenšek. Ja. Ali sem mislil, da ste vi tu? Ste me vprašali, če ste vi Cilenšek. Ne, rekel sem ravnatelj Cilenšek. Zakaj pa ste rekli svoje ime pa ravnatelj prej? Rekel sem ravnatelj jaz sem zelo nov s tem Skypeom, veste. No, jaz sem Rado, ne? Kar rečete mi Rado. Nima tudi nič priimka. Da niste Cilenšek. Kaj? Niste Cilenšek. Ne, Rado. Mislim, Rado Novak sem jaz. Novak, ja, prav. Vi ste pa Cilenšek, Roman, ne? Jaz sem Cilenšek, ja, seveda, ja. No, preverjam, a ne, pri nas v vasi so vsi Cilenšek, se mi zelo mogoče so v mesto tu. Vi ste oče od Jerneja Cilenška, ne? Tako je, to je moj sin. Nejc smo pravimo doma. Aha, vidim, vi ste ta velike kmetije, ne imate? Tako je, prašiče imamo, če jih vidite. Ja. A to druge stvari. Zaradi vašega Jerneja sem vas kličem, ne? Hvala, ker ste se javili. Mal imamo, a ste kaj slišali, vam je kaj povedal doma? Veste, da midva ne govoriva že 5 let.
On je star 14. Ja, pač, enkrat se mi je zameril, no, veste, tako, ali ne vem, ali vi pa govorite z vsem iz familije, ali kako? Ja, Aha. No, pač, nekaj je kritiziral, no, kritiziral je, kako sem eno ovco obril, pa sem rekel, bež mulc, ne bom več v lifeu govoril s tabo, no, pa se tega še zmeraj držim. a niste vi sami živite z njim, ne? Ja. A pa Dolgi dnevi so, veste, dolgi. mogoče razloži njegove težave, govora, pa pisanja, pa nasplošno besedni zaklad. Kako? Ja, Kaj me nihče narobe? se ne pogovarja z njim, ne? Če nima mame in vi se ne pogovarjate z njim, s kom se on pogovarja? Ja, kaj, se imamo krave, imamo ovce, imamo eno lamo, veste, kako ta lama govori. V glavnem, ne morem se vtikati v te stvari, to bo pač socialna pedagoginja, specialni pedagog, šolski psiholog, to bo šli tam naprej. Jaz, kar vam hočem reči, je to, da je vaš sin, ne, že to, da hodi pri 14 s tem vašim Pasquali traktorčkom v šolo, se meni ne zdi sprejemljivo. Ampak rečem v redu, vi pač rabite delovno silo, naj vam otrok dela, zato ste ga najbrž tudi imeli, Ne, ampak se ni, mislim, a veste, on gre s traktorjem zato, ker nima čelade za bicikl, a ne? Enkrat ga je policaj dobil, pa smo morali plačati 400 €, sem rekel, mulc, nikoli več, da mi ne greš z biciklom, brez čelade, zdaj greš traktor. a ste mu zato dali brado za na traktor? Ja, seveda, a ne, tako ga ne ustavijo. Mislim, Mene je tudi moj fotor dal brado za na traktor, a ne? Pač daš, glavnem, ko gre mulc prvič na traktor, mu daš brado pa šnapc. v glavnem, včeraj ravno pridejo nazaj, prvi dan šole, z občine ven se ne sme, to veste, ne? Ja, sem videl Jelko, te je povedal. Ja. Ja, no, vaš sin je šel v trgovino nabaviti, za cel razred je šel nabaviti sladkarije s Pasqualjem, še sošolko, Metko je imel zadaj na hidravliki, pa Tineta je imel zraven na blatniku je sedel. Ja. In je šel v drugo občino. Kako je to nevaren? Jaz sem osebno, v šolskem času sem jaz osebno odgovoren za tega otroka. Se vi tega zavedate? Razumem, sam, a vi veste, da je imel on golf palce s sabo? Palce Kaj? za golf. Ja, Palce za golf. nisem videl. Pa kaj ima to veze? Ja, on ima zato te palce, ne, da če ga kdo ustavi, da reče, da gre igrati golf. Ne. Se pravi, en mladoleten otrok z brado na traktorju, brez izpita, v Ja. času pouka, v Ja. napačni občini, najbrž brez osebnih dokumentov, je šel igrati golf. To je vaš izgovor. Ja, bolj ali manj, ne. Pač, ne vem, mi smo uradno doma, a on je šel po arboretum, mislim, ta Kamenka, ne, se je arboretum volčil pa tako na golf igrišče, zakaj pa ne bi šel mulci igrati, če hoče, a ne. Gospod Cilenšek, a vi Jaz sem veste, cel, en klic, če jaz naredim en klic, lahko sprožim postopek, če kličem na tale center za socialno delo, ne, Ja. lahko sprožim postopek. In to pomeni, da je šansa, da vam tega otroka v roku 4-5 let vzamejo. Ne? Ker jaz sprožim postopek, potem gre to v prvo komisijo, to se odloča, v določenih letih ne, se to premelje in se stvar odloči. In potem pride do tega, da se ta postopek sproži, ne? In to tudi lahko traja sicer 2 leti, ampak konec koncev boste vi tam do 20 leta brez otroka, veste? a to bi res naredil. Ne preostane mi drugega, gospod. A pa lahko prej, zakaj 4 do 5 let, a lahko prej. Ja, kdo vam bo pa delal? Ja, a mislite, da on kaj dela? Se pa ne, zdaj skrbim, a ne, to je milenica, ne, kva pa on ve v prašičju. Dajte zdaj, kaj 4 do 5 let, 4 do 5 mesecev, pa ne mi ga takoj vzame, zaradi mene v sredo lahko prijemo, ne. Ne morem vam ga kar tako vzeti. Sej konec koncev smo država, ki ima nekaj birokracije. Ne? Vi ne morete reči, da mi otroka vzeti, pa kar jutri bo pa šel. Ne? Ja, no, dobro, lej, Boste videli, koliko časa to traja. poslušajte, lej, jaz imam tlele prašiče v reji, pa se ima čisto dobro. Pravzaprav, veste kaj, moram dati malo ljubezni, takole so malo ljubosumni, če se dolg časa s kom pogovarjam. Tako da, lej, vi uštipite te papirje, pa prej, ko gre, bolj bom vesel. Roman, očitno se vas čist nič ne dotakne, ampak samo to vam... Na, pa šel, ne. Pista. Idre, super. Končali smo na primerni točki. Ne, še zmerno te pujse. Zdaj boste pa vedeli, da sem bil jaz. Dober razlog za konc pogovora, kamor še prašičem izkazati malo pozornosti. Ne?
pujsi rabijo zelo veliko ljubezni. Ker je bolj tudi oni izkažejo tepne, še posebej. Okay, za naslednji prizor, preden gremo karkoli, bi sam rekel, da rabimo razlog, zakaj v času tega, ko smo zaprti doma, zakaj je nekdo osamljen oziroma kakšen razlog, da kliče linijo za zabavo. Obstaja linija, kamor kličeš, da te nekdo zabava oziroma te spravi v dobro voljo. Jaz pa rabim razloge, zakaj nek človek kliče v to linijo. In to bo tudi navdih za vajin prizor. In sicer, tokrat bo Juš klical Petra. Peter, ti boš imel to linijo, ki spravlja ljudi v dobro voljo. Okay? Dobrovoljke. Ta človek... To ni ta stvar, to ni ta ljudi, ki dejansko imajo, da so v stiski, pa da imajo tesnoven napad. To je taka komercialna linija, ki zabava ljudi. Tako, da bi rekel, da je neka ta erotična linija, pa kaj podobnega, je ta linija, kjer te ljudje zabavajo. Jaz sem pa bolj nek osamljen človek, ne? Ja, ti si pa, bomo videli, da si osamljen, a imaš druge težave. Mislim, da boš začel to zdaj počasi pisati. Dobro. Ko pridem pa gremo tja, bi vas še enkrat rad spomnil, če slučajno ne veste, gledate Iglu teater, načeloma nastopamo v teatru, v Menzi pri Koritu, ali pa v City teatru, ali pa kjerkoli nas pač najamejo. In ker nastopamo za ston prek neta, lahko nas podprete, tako da donirate na PayPal, link je tukaj gor, zelo vam bomo hvaležni za to. Če nimate PayPala, lahko pišete na privat, pa so tudi druge opcije. Eni so spraševali, zato tudi to omenjam. Poleg tega pa bi rad rekel, da če slučajno to lajkate, pa šerate, pa vidi več ljudi to, ne? Tako da vam bomo tudi za to hvaležni, nobeno pa nam otežili. Sam sproste se, pa uživite, to je cel point. Pa valjda napišite kaj v komente, zato da lahko gremo. Ok. Kaj so razlogi za to, da nekdo kliče pomoč in je depresiven? Banane so zgnile, ne moreš naročiti v Špar trgovini. Aha, ja, jaz se strinjam s tem. Ampak zdaj ima tuš, recimo, ne vem, če veste, ampak. Ker vidiš lučke na nebu v ravni črti, internet je dol padel, ker se pes noče crkljati. Mene, recimo, ta mi je všeč, ker se pes noče crkljati, pa toliko velike hrane, da rab nekoga, da ga zamot. Aha, jaz bi to nekako združil, Juš. Ti ful ješ in ne rabiš nekaj, da te zamot, in tudi zaradi tega, ker pes se noče več crkljati s tabo. Tako da imaš dva razloga vsaj, ki naj navdihneta tvoj lik. Peter, ti pa, ko boš redi, mi povej, pa gremo v akcijo. Hvala za predloge in sicer se zahvaljujem Julijanu VK in pa Ani Urbanc. Jaz sem redi. Ok. Jaz tudi. Ok. Sorry, Teodora, vidim, da ima tvoj predlog največ lajkov, ampak zdaj sem že vzel, tako da to imamo. Prizor se začne čez... Aha, kaj boste gledali? Nekdo kliče linijo, ki je komercialna linija, da te spravi v dobro voljo. 3, 2, 1 in akcija. Halo? Halo, halo, halo! 1, 2, 3, kje si ti? Sedaj pa rimaj tudi ti. Hej! Jaz sem doma. O ne, jaz sem med temi medvedi. Aha. Fajn, Jaz imam tudi doma žival. Včasih sva se zelo crkljala, zdaj pa me ima dosti, ker sem skozi doma, pa je šel. Pes. Pes je šel. Mislim, je nekje v hiš, sam noče več k meni v naročje. Ma, to je samo zato, ker je preveč tebe. Razumeš, ti si taka faca, da lahko dobiš sam... To je bila fora! Dobro. A veš, kakšen vic o psih? Ja, pozdravim vsaj 15. Daj mi številko 3 povej. Ta je najbolj strupenej. No, je šel pes po vodo, pa se je zmotil, ker je bil dež. Tega nisem čist razumel. Kam si se skril? Kje sem? Kam si prišel? Kam si prišel? Fura! Čau! Tukaj imamo pa enega prijatelja. Živjo!
Jaz imam rad tvoje stranke. Živijo, kako ti je pa ime? Rajko. Sem ti jebu, Majko. Ej, prasec, pusti mojo mrt primer. Nekdo se je pogubil. Ne, fora. No. Drugač pa, ja, tudi, ful imam preveč hrane doma, ne, ker se je to začelo, sem šel v štacuno, kupil pol tuša. Ne vem, zakaj že drugič tuš omenjamo, kada je sponzor, ampak kupil sem ful, edin skrit papirja nisem, no, drugač pa kvas, imam celo postlo kvasa imam. Aha, si že kdaj probal speči kruh za svojega psa? Ne, to pa nisem. Če spečeš kruh, ti bo zrasel srce, ne samo trebuh. Ok. Ej, Ja. To je starodavna taktika prilizovanja, veš, speču malo kruha, te bo takoj imel rajš. Aha, dobro. Ej, a bi lahko neki... O ne, fora! Ja, to je bila tvoja roka, ja, lepo. Moja roka, ja. A bi lahko za konc mi neki zapel ali pa... Jaz zelo rad poslušam glasbo. Kdo ti najljubši? Povej, kogarkoli rečeš, ti zapojem. Čale Sale. Okej. Pa ne bo pes noter, pa moja najljubša hrana, majoneza. Dobiš. To moraš dodatno plačati sicer za pesmi, ampak dober, ne? Bom dal na PayPal, prav? Ja. Okej. Pes, Čale Sale, majoneza. Jaz ne vem, kaj počnem ves ta čas. Tukaj sva, jaz in moj pes. Zakaj on vame stalno dreza? Zgleda, da mu prija majoneza. Ker sem mu jaz to zarepil, zgleda, da jo imam jaz v svojemu žepu. Ne, in jo odpre, izteče stran in jo vso požre. Pes mi je požrl. Dajmo tukaj rezati. Hvala lepa za ta zaključen rap komad. Gledali ste Petra in Juša, gledate Iglu teater in sicer bo to prizor, kjer je Juš zaradi določenih okoliščin klical linijo, kjer ga ljudje zabavajo. Peter je bil ta zabavnež. Malo sem jih izzval s tem, ker je kar zahtevam biti zabaven, če ti en reče, bod zabaven. Peter pa Juš bosta prišla nazaj in pa bomo šli naprej. Mislim, da bo Juš prevzel besedo. Kaj zdaj? Tako je, lepo pozdravljeni. In sicer, fantička, veste, kaj sem si zamislil, da bi se nam nekdo pridružil v tem prizoru. In sem že napisal chat in se nam je javila Tina Vodopivec. Tina, tebe bomo spustili noter takoj, sam da vmes fantoma razložim, kaj se dogaja, ali pa mogoče še Tino noč spustimo, da bo še ona vedela. Tina! Evo, napisali smo prav v tale naš live, če se nam kdo pridruži, evo, Tina je tlele. Tina Vodopivec. Tina, se slišimo? Živa, Tina! Živja! Čau, Tina, odkot kličeš? Z Ljubljane. Z Ljubljane, lepo, ja, da ostanemo v isti občini. Super. Tina, a si za to, da odigraš en prizor z nami? Dajmo probati. Cool. Mi se nismo nič prej zmenili, javlja si se pa drugače poznamo, ne, da na folk misli, da se ne. Sam se še dolgo nismo videli v živo, par let. Kako si kaj? Super, čudovito. The best. Ful se te tudi dobro sliš. Ja. Ej, Tina, moj izziv za vas je sledeč. In sicer, Peter, ti boš en svetovalec v ženitni posredovalnici, v ženitni svetovalnici, prav? Okay. Vid pa Tina, vidva sta pa par, ki bo prišel tja in ima neke težave. Mogoče občinstvo prosimo, da napiše v predloge, kaj bi bili te problemi. Tina, ti lahko letiš oziroma govoriš, kakorkoli hočeš. Valjda, Vid je pa tvoj partner, žal sta valjda zdaj narazen vsak na svojem koncu, ker se ne strinjate. Tina, a si ti lahko daš kakšen virtualno ozadje? Samo da vem, kakšne imamo opcije. Cool. Da vidimo, če lahko Tina oštima kakšno ozadje. Medtem pa, drago občinstvo, lahko napišete, kaj bi bile težave, ki jih ima lahko nek par, neka hecna zadeva.
Tina, kako ti gre s temi vzadi? V redu, izbiram. Zbiraš? Super, se da, the best. A mi boste vi kaj poslali ali kar nekaj izberem? Lahko kar nekaj izbereš, pa mogoče malo video namigneš, kaj bi lahko to bilo, sta pa itak vsak na svojem koncu. Ja, vsak so po svoje, tako da nekje doma si, po mojem, to najboljš. Ja. Ok, minutko. Ali pa če si žanar počitnice. Čakamo, nič, ni panike, Peter se bo vmes preoblekel v svetovalca, Vid bo seveda partner od Tine, mi pa imamo že predloge in sicer pravijo takole. Ena težava je žena skadi vse droge, potem njemu smrdijo noge, tam je mogoče malo bolj všeč. Žiga pravi, ne strinjata se glede Vidove nove frizure. Tudi jaz se ne strinjam glede Vidove. Ne, se ne. Vid se zdaj sam striže, ne? Edko Vid. Ne, čist sam ne. Čist sam ne, gre ne. Vid je preveč friend s taščo, to me všeč. Ja, tako. Torej, Vid je preveč friend s taščo, to je ta težava in zaradi tega sta tudi Tina in Vid zaenkrat šla na razen. Predlagam, da vam je kar tako ime, kolikor vam je ime, zato da se ne bomo glede tega zapletali. Tina, ti si pripravljena? Še čist malo. Ok, Vid, ti si pripravljen? Ja. Peter, ti si pripravljen? Če se boš vklopil mikrofon, se te bo bolj slišal. Ja, se rihtam, veš. Ja. No, prav. Evo me, sem. Ti si, prav, pa sam že Tino, počakam Tina. Juž, a lahko še enkrat ponoviš, kaj? Enkrat bom ponovil, ja. Torej, ženitna svetovalnica, Peter je naš svetovalec, Vid in Tina sta partnerja, ki sta šla na razen. Težava pa je v tem, da je Vid preveč friend s Tinino mamo, to se pravi s svojo taščo, in Tini to seveda ni všeč. Ker, zakaj bi bilo? Dobro? Tina, si? Sem. Ok, temo pogledati ta prizor, kjer vključujemo tudi občinstvo. Čez 3, 2, 1, prižgite svoje kamere. Pozdravljena. Živjo. Tina, Vid, kako smo? Ne, prav dober. Ne, zakaj? Zato smo tle, a ne? Ja. Škaj, Vid, ne vem kaj, Dej povej, da imam jaz prav. On je skozi ga pije z mojo taščo, z mojo mamo. Skozi ga pije. Lej, skozi je mal krepka beseda, pač 2 do 3 na teden, predvsem čez vikend. Jaz med teden itak delam, veš, med teden itak nemam časa, pač čez vikend večinoma, no. Mislim, dela tok, ne, a veš, da se je moja mami kar odločila, da bo prišla k nama živeti, da bo pomagala, čeprav jaz ne delam in nima kaj pomagati. Jaz sem se izselila, zdaj sem tukaj na vikendu, mama je pa kar pri njemu, ne? Ona je zdaj tle drugač. Aha, torej, Tina, tvoja mama je z Vidom, ti pa nisi z Vidom. Ja. Vid, kako to, da se tako družiš s svojo taščo? Kakšno je to? A niste vi en kaj ste terapeut? Kakšno je to vprašanje? Kako to? Nisem jaz lahko. Prišla nama je pomagati, ne? Pomaga, ne? In jaz sva... Kaj? Kaj ti pomaga sploh? Saj ne vem, kaj ima za pomagati. A imaš 2 roki pa 2 nogi? Ja, no, pač tako, ne, malo je čustvena opora, pač onega ful več pije od Tine, tako, mislim, a veš, jaz prej, ki sem sam živel, sem tako stalno bil neki zunaj, pa to, pa štekam, ajde, zdaj si v en odnos, si malo več doma, ne, in to jaz štekam, ne, ampak pol, ko je ona prišla, je bilo meni tako pizda, kaj da bil spet zunaj, a veš, tako spet ga cukamo, ne, mislim, je smešen. Vid, a bi rekel, da piješ več svojo taščo, zato ker ima boljšo pivsko kondicijo kot tvoja... Definitivno ima boljšo pivsko kondicijo, tudi od mene, veš, ona je bila v unih cajtih, ki so ga v službi pili, veš, ona je na prvo službo še v Jugoslaviji, to je bil na občini so bili, ne, in to so stalno, ona ima to kondicijo stari, ona lahko spije, ona prav sram ne bo te ministre, veš, malo popijejo, pa kuj pihajo, pa ona ne bi nič, ona bi 0-0, ona spije 4-5 šotov, pa nič ne piha.
Vid, zakaj pa ne bi kdaj spil kakšen kozarček svojo drago ali pa da probaš piti, dokler njej paše? Tina, povej, kako sta tipa alkoholna. Povej. Jaz nisem toliko za alkohol, jaz sem za veliko drugega. V redu. Konstantno puha, ne? Povej kaj, kadiš, pej. Ti se vidiš za mano, da stravi, sicer to ni čistale, ne, ampak tukaj si lahko saj sama, mislim, izraste, sama vzgojim pa je domače, a veš. Ampak meni ni bilo samo to, da se oba rada na svoj način drogira. Meni je bilo všeč pri tebi več stvari, a veš, tako pametna si, huda si, pač res si, fizično si mi huda, ne? Enako, dragi. Enako, ampak res me boli, da si ti skozi potem z mojo mamo namesto z mano. Kar čudenje. Ne vzameš več časa zame. Kaj pa bi rekla, da... Pridi k meni. Pa lahko tudi sabo prineseš tisto havano, pa džin, pa vinček, pa vse. Pa bova tukaj na klopci, vsak svoje, ampak bova se pogovarjala. Ja. Majda, gremo na vikend. Ne, Vid, ne, pust Majdo, ne, Vid, to je samo med tabo pa Tino. Pust Majdo. Ona pač tam pa naj, če že hoče pomagati, naj spuca celo stanovanje, kaj? Pa bo pomagala. Čakaj, to je pa zdaj, to je družinska, jaz se ne morem v vajino družino zdaj tukaj vmešavati, ne, to pa se zmenita kot mama pa hči, jaz pač, ja, ne. Raven povabiti, ti prid, sam, vse cel avto, pa se ne boš nič vmešaval. Ti si kreator svoje usode, ti odločaš, kam usmerjaš svojo pozornost. Odloč se, kam jo usmerjaš in koliko predano jo usmerjaš. Pač, jaz sem hotel sam to, mislim, mi z Majdo so včeraj, tako nekaj se je zgodilo, no. Majda je mi... Kaj se je zgodilo? Majda mi priznala, da je, mislim, ona se je preselila sem. Ona je prodala flat. Pa to je tvoje stanovanje. Ja, zdaj v mojem stanovanju, ampak ona je prodala to stanovanje, tvoje, družinsko, tam, kjer si ti odraščala. Ona je to zdaj prodala. Kaj pa si hišo? Ja. Pač bila je dosti zapufana, pa mi je to priznala in jaz sem ji rekel, da ona lahko zdaj živi, da lahko živi, kolikor dolgo hoče pri nama. Pa bi ti prišel k meni na vikend. Tudi vikend ni več, mislim, se vem, da si še tam, ne, sam pač, recimo, rezervni ključi niso več pri meni doma, ne, to smo prodali, veš, Tina, oprost, ti si zdaj pri enih Štajercih doma. Ok, idemo tle za ključ, hvala lepa, hvala Tina, hvala Vid, hvala Peter. Zanimivo, zabavno. Evo, eno zadnje, ki so nam ga poslali tudi naši gledalci, če hočete, nam lahko še pošljete kakšno zadnje na iglufijeter@gmail.com. Tina, prid nazaj, da te malo vidimo, kako ti je bilo. Živijo zabavno. Še vedno na vikendu. Še vedno na vikendu si, evo, zdaj pa nazaj. Zdaj pa nazaj. Tina, sorry za maltretiranje, upam, da si se imela fajn. Čudovito. Hvala ti, lepa res, da si bila z nami. Ja, hvala vam za možnost. Pa se vidimo kaj naokola, ne? Uživi, čau. Čau. Hvala fantičkam, koliko imamo še cajta? Še na 20 minut, pol urce. Imamo. Gleda nas skoraj 100 ljudi, tako da čudno nekaj občinstva še vztraja z nami. Ja. Peter, kaj ti kaj? Evo, nič, tukaj malo v svoji sobi, pa razmišljam, da bi vaju postavil v en prizor, ampak bi najprej pobral en tak svetovni problem. Tako da, ne vem, publika nek problem, ki pesti cel svet ali pa ki je malo globalne narave, karkoli. Vaju bi pa postavil v eno tako krizno situacijo, kjer morate rešiti ta problem. Kakor da sta pač, ne vem, dva politika ali pa dva generala v vojski. Jaz bi naredil, da je nekdo politik, nekdo pa je general v vojski, recimo. General? Vem, da nimamo toliko razpolaganja s kostumom, ampak tako, za foro.
da morate rešiti en problem, ki pesti zdaj trenutno svet. Cool. Jaz gledam malo kaša. Mi smo dobili še ful enih ozadij na mail, lahko greste pogledati. Jaz si bom enega zbral. Prav. Vid, kolikor jaz smem, imaš ti neko vojaško zadevo. Ti vojak. Jaz sem vojaško. Jaz ne moram zgledati, kaj vojak v bistvu, da imate. Ok, ja, nič, Juž, zdaj bod ti predsednik, Vid, ti pa si general. Ok. Predsednik bom pa najdel nekaj. Imamo že kakšne predloge, da so vsi preveč pametni, čebele je zmer manj, vesoljci so pristali. Instagram narcisoidnost milenijcev. Jaz bom kar eno tako malo bolj, ozadje me požrlo. Okay. Jaz bom kar eno tako malo bolj apokaliptično zadevo vzel in sicer to, da so vesoljci pristali. In zdaj pač je pozicija Slovenije, kako komunicira to, kako skuša reševati ta problem, kako lahko ona pomaga v tej krizi. Tako da, to je vajen predlog, ste slišala, da so vesoljci pristali? Ja, sem slišal. Ti si skoraj že vid, kako gre tebi. Sem. Dober. Sam eno ozadje si še naštimam, ne? Ja, nikar ne bodimo površni z ozadje, ne. Bom zbral enega, ki smo ga dobili po mailu. Jaz tudi. Okay. Super. No, tako da vidite, publika, da res improviziramo, ne. Povej mi, Čist za res. prosim bi te, če še enkrat ponoviš, kaj, preden začnemo, sam tako da. Ja. No, situacija je sledeča. Vesoljci so pristali, Juž predsednik kliče generala vojske Vida, ki skušata zdaj razviti strategijo oziroma se lotiti reševanja tega problema, oziroma kako se soočati z njimi. Jaz sem ready. Ok, vidva sta, jaz sem začel odštevati, pripravite se, vi ste že, in pa začnemo čez 3, 2, 1. Gospod predsednik, pozdravljeni. General Cilenček, se slišimo? Lepo ozadje imate. Ste tle doma ali kako? V bunkerju sem. V bunkerju ste. Dal so mi tudi ta očala, če bi slučajno teli vesoljci s kakšnimi tistimi belimi flashi delali. Veste, da ljudje vse pozabijo. Povejte, kakšna je situacija? Ja, torej mi smo tle, tle smo na travniku, ne, in čakamo. Zdaj zaenkrat še ni nobenih znakov. Smo dobili namig, da morda so vesoljci nevidni, ne, tako da tukaj je treba biti posebno previden. Mi imamo zdaj ogromno enih laserjev, ogromno enih detektorjev za toploto, za svetlobo, za temperaturo, no to sem že rekel, pa te detektorje za kovino, skratka vse sorte detektorjev in jih iščemo, ne. Bom jaz malo Kacina poklical, če imam kakšne podatke, prav? Čakaj, ne Kacina klicati, samo ne, general, gospod predsednik, do mene je prišlo enih informacij, da zna biti, da so se ti obiskovalci iz vesolja že infiltrirali v našo vlado, kar pomeni, da je lahko kdorkoli en izmed njih, ne, kdorkoli. Kacin vesoljc? Ne bi rekel, ne. Se zgleda ko, on je zvihranje vesoljc. Zgleda kot človek, ampak nikoli ne veš, lahko vesoljc zgleda kot človek. Lahko sem jaz vesoljc? Gospod predsednik, A če sem jaz vesoljc? slučajen vesoljc. Kaj? A ste vi slučajen vesoljc? Ne, nisem. A ste vi Cilenček? Ne, jaz ne bi, mislim, če bi bil jaz vesoljc, zakaj bi vas klical? Naštej planete v našem osončju. Mars, Venera, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Pluton je planet. Dobre, pa si naš, vesoljci ne verjamajo to, da je Pluton planet, veš? Ja, oni... No, dobro, da to, kako pa to veste? Ste se pogovarjali z enim izmed njih, gospod predsednik? Dobil sem podatke. Odkud? Eden član naše vlade je pol vesoljc. Mislim, poročen je z vesoljkinjo, tako da dobiva podatke. Zanimivo. Povejte, ugant kjer. Če poveste kaj več, se veste, kot general, vodja general, podvodja, general naše vojske, moram imeti vse informacije in jaz poročam direktno vam in vi poročate direktno meni, gospod predsednik. Ja, mora bi vedeti, ne. Hojs. Hojs je poročen z vesoljkom. Boris. Hojs. 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 Kako se piše, no? Hojs. Mi pa tudi rečemo Hojs.
Aha, Zato prav, glavno. On je poročen z Sokino in mi je tudi dal eno orodje za sporazumevanje s temi vesoljci. Tako je rekel za rojsten dan, Ja. če slučajno bojo. To je made walkie-talkie, prek katerega se jih da poklicati. A se hecate, gospod predsednik? Tako je. Halo? Gospod predsednik, dajte to stran. Okay, thanks. Hvala za ta vpogled v tvojo intimo in način komunikacije. Tak. Ja, dobro, ne, dobro. Peter, imaš ti tudi kaj takega doma? Ne, nažalost, Najbližje je ta kupa, ne? Jaz moram kar improvizirati, veš, Aha. v mešalniki. Ja, dobro. Preden gremo, jaz bom prevzel naprej in bi rad videl, v bistvu bi ljudi vprašal, jaz bi vprašal samo za eno besedno zvezo, ki bo navdihnila naslednji prizor, vaju pa bi prosil, da nujno vzamete ozadja, ki so jih poslali ljudje na mail. Dobro. Prav, nujno morate uporabljati ozadja, lahko se izklopita, folk pa bo dal nam eno besedno zvezo, ki bo navdih za prizor in bomo videli, kam nas bo to odpeljali. Naj vas navdihne ozadje, naj temu primerno bo še kostum, pa gremo. Ok. Kaj nam kaj piše? Zaenkrat še ne, malo je lega. Tisti, ki gledate Iglu teater, delamo že 5. predstavo online, zato ker so nam zaprli gledališča in ne moramo nastopati pred ljudmi, oziroma lahko nastopamo pred ljudmi, ki so doma. Hvala, ker nas spremljate. Vedno nam lahko donirate, gor je link na PayPal, če hočete nekako prispevati k temu, da gledate predstavo. Hvala lepa vam za to. Sicer pa zdaj čakamo prvo besedno zvezo za navdih prizora in to je domači kruh. Julijana sem že nekaj vzel. Bom nekoga, kar še nisem. Rodna gruda, pa bom vzel 2. Rodna gruda pa ukradene droži. Hvala Urša in Žiga. Rodna gruda in ukradene droži. Če ne veste, kaj so droži, Eva, ja. Mislim, jaz vem, ne vem, če ve. Peter? To je najbolj moderna beseda te karantene. Ja, pač to je za krh, ne? Ja, za krh. Za krh, pa rodna gruda, pa domnevam, da ja. Ok, povejte, ko boste ready. Jaz sem. Okay. Evo me. Evo te. Prizor se bo začel čez 5, 4, 3, 2, 1 in akcija. Halo? Halo? Živjo, Rade. Ja, živjo, kej si, Marko? Ti, smo pa na istem hribu, ne? Ja, ne moreš verjeti. Kako to, pa da te nisem videl? Čak, a me slišiš, če se zaderam? Rade! Rade? Ja, slišim te, ti mene slišiš, čakaj. Marko! Ja. Malo del traja, ne? Ja, tukaj sem, veš, sem šel nazaj v rodno grudo, potem sem šel pa še malo proti jugu. Kaj pa tebe zanesel v Mehiko? Ja, to pa so moje kolesarske počitnice, veš. Dobro. Kolesarem Goran Kanorc, veš, se veš, kakšen hribolazec sem jaz, ne. Ti ni hriba, na kjer ga ne bi šel z biciklom, ne? Triglav bicikl, Mont Blanc bicikl, Mount Everest bicikl. Ja. Ampak vidiš, ne, pa grem v Mehiko kolesart in pač te kličem in smo na isti lokaciji skor, ne. Si me hotel presenetiti, ne? Joj, si me pogruntal, ne. Pa sem jaz presenetil tebe, veš. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Rade, vse najboljše zate. Hvala lepa. 80 let, a? Koliko?
80 let, a? Točno duh sem star, ja, 80 let, ja. Šel sem v Ameriko, veš, davnega leta 1970, ko so moji starši morali iti. Bili so namreč kulturni prebežniki, veš. Oni so igrali grunge, takrat je bil pa popularen disco in so jih izgnali v Ameriko in evo mene, sem še zmeraj tam. Sam zdaj sem nepočiten za humet. Daj priti nazaj v Slovenijo, ne, obiskati svojo družino, pa tako, no. Obljubim. Ti posluš, Povej. tako, ko imam jaz rojsten dan, ne, Ja. bi te povabil na en kos torte, ne. Sam moja žena Veranda, ona dela zdaj torte sam s temi družmi. Aha. To ni nič od torte, ne. V kruh paše, v pico paše, sam torta je pa tako, kaj da bi bila balon, ne. Nazadnje mi je odpino. A veš, in sem se jokal, naredila je torto, prši veter. In je vse ga prišlo malo. To je tako lepo, ko so pari, ko so že toliko dolgo časa v zvezah in še vedno najdejo načine, da se prehranjujejo, pa inovacije, to je tako lepo. Vedno nekaj novega, veš, vedno nekaj novega. Ljubezen vedno prebrodi, ne. A ti si že najdel ljubezen, Marko? Ti, kako se reče tem živalem že? Niso rame, ampak Alpaka. alpake. Ja, to je moja nova ljubezen. Imam novega domačega ljubljenčka, veš. Tu je tvoja žena. Ne, ni moja žena. Ne bom se poročil z alpako. To bi bilo čudno, ne, sam vprašam, veš. Ne vem, kakšne rituale imate v Mehiki, no, ampak ne, pač. Jaz sem samski, mi to čisto paše in rad skrbim za svoje rastline in za svojo alpako. Vedno si bil tak, ne, vedno si bil tak. Poslušaj, če smo že tako bliz, bom ti jaz dal eno darilce mehno, prav? Dober, Ker se praktično vidi, jaz ga ti dam, ti ga povzameš, prav? Si pripravljen? Dej. Evo, na, vzem. Si vzel? Ja, zdaj lebdi, ja. Kar vzemo roko pa gdej, ja? Okej, idemo tele rezati. Hvala lepa, to sta bila Peter in Jurž, ki sta izbrala isto ozadje po nekem naključju, čeprav so nam poslali kar precej ozadij na maile in oni da sta se odločila za isto. In to je bila ta alpaka očitno. Jaz sem tudi mislil malo, da je lama, ampak mogoče pa res alpaka. Ne vem, jaz ne vem. To je Peter rekel, tako, sekundo preden smo šla, noter sem si premislil za to ozadje, pot, kaj me je izgledalo tako varela, ampak za best. Tako je hotel, na ključe je to hotelo. Tako so hoteli. Cool, saj tam imamo še nekaj. Tako da mogoče bi tudi video odigrala en tak prizorček, kjer si ozadje malo zamenja. Tak čist simpel, prosti prizor, a prav? Ja. In pa publiko mogoče najprej prosil za eno čustvo. Ali pa dve čustvi, evo. Dve čustvi, vsak si lahko zbere svojega, pa pač ukomponirajte to čustvo noter z vajnega karakterja. To se pravi, rabimo neko čustvo, dve čustvi, eno bo za Petra, eno bo za Vida, nekakva inspiracija, ona dva si bosta pa zbrala vsak eno izmed ozadij, ki ste nam jih poslali na mail. Imate mogoče še kakšno sekundo, da vam kaj pošljete na iglutheatre@gmail.com, iglutheatre@gmail.com, kakršnokoli ozadje, no, ne čisto kakršnokoli, fajn je, da je neka fotka, ki je položna in pa ima boljše rezolucije, ne. Ker kakšne, ki so tako majhne, pol raztegne, pa ne zgleda najboljše. Pa položno. Ja, mi pa vzameva eno ozadje, ki so nam ga zdaj poslali. Prosim. Vzemite vsak eno ozadje, ki smo ga danes dobili, ali pa včeraj, kakorkoli. Pa boste pol na 3-4 zdaj pokazala, da vidimo, če boste spet ista. Imamo pa kar nekaj čustev. Kaj bi kaj bilo? Prepotentnost mi je všeč, vid mogoče zate. A ti všeč prepotentnost? Lahko. Dobro. Bali me kurec. To vidiš, evo, že noter. Peter, ti boš pa malo ena takale, kaj nasproti, ne? Johnny, bravo.
Ravnodušen. Ne, avdušen. Peter avdušen, to pa ne vem, kaj je. Sorry, namrgodan boš, prav? Kaj je Namrgodan. to vsak... Tako malo grampi, bi rekel temu. Tečen, ok. Ja. En je prepotenten, en je namrgodan, ampak glej, naj vama sta te dve čustvi tako za inspiracijo, pač kolikor jo uporabita, bolj je pomembno, da imata dve zanimivi ozadji, ki nam jih je seveda poslala naša draga publika. Povejte, če ste pripravljeni? Ja. Super. Dajmo videti ta prizor, čez Peter, 3. Peter, da še enkrat ponovno, bro, please. Ja, Peter je namrgodan, ti pa si prepotenten. To je vse, kar imamo. Tako, Ok, thanks. 3, 4, zdaj. Hej. Koliko jaz nimam cajta zdaj zate, stari, povej. Zakaj se pol sploh kličeva? Ja, klicu si, javil sem se, kaj je, ostrelno, povej. Ja, a je konc ali ni konc? Ja, kaj ti praviš? Je konc ali ni konc? Ja, jaz nočem, da je konc. Ti bi še malo imel, a? Ja, jaz bi cel life s tabo imel. Lej, ljudje gremo naprej, a štekaš. Jaz sem tukaj enih stvari doživel v life. Ne boš mi dal konca prek videoklica. Ne. Zaslužam si več kot to, okej? Ne tega delati. Meni je bilo mar zate svoj cajt, veš? Ja, meni je še vedno. Daj, sem pa dojel, da jaz sem sam toliko več. Jaz ne rabim enega človeka, da me skozi nazaj vleče, veš. Nazaj vleče mi. Kako dosežem v lifeu? Mislim... Nazaj vleče? Zadnje 2 dni stari, a vidiš to? Tle, tole, ne? Kdo te je podpiral pri tvojih grafitih? Kdo je stop stran, ko si pač zasledoval te vlake, pa sva bežala pred policijo? Kdo je bil takrat zraven, ne? Kdo je skoraj riskiral se, da je šel v zapor zaradi tebe? Miki Srček. Zdaj se pa Srček. Kaj? Jaz sem tle vedno zate. Ja, ne vem, če si, že zdaj te ni, ne? Ja, ne bom več tako tle. Bom pa tle. Če me rabaš, poklič. Če bom imel čas, se te bom javil. A veš? Ja. Miki. Poznam to zgodbo. Ja, pač bova ostala prijatelja, ne, pol pa me ghostajo, ne. Moji pa ghostajo, pejzda. Lej, ti si predvsej navlečen, a veš, ti si kaj en model na kolku, a veš. Kaj sem narobe naredil? Ti se navlečeš na človeka kot na drogo, ne. Kaj da bi bil, ne vem, a veš, kaj da bi bil jaz tvoj horse, štekaš. Ti si bil moj horse, ker sem te tako jahal, veš. Tako sem te jahal, ker še noben. In veš, da je to res. Ti, ki si enkrat, a veš, ti sam zjutraj vstaneš in sam razmišljaš, kje je zdaj ta človek, ki si se navlekel na njega, pa kako ga dobiti še več, kako imeti njega celega, kako ga požreti celega, ne? Jaz ne štekam, kaj narobe delam. Kaj sem narobe naredil? Povej mi eno stvar. Svojo familijo si v furu, ne? Fotra, mat, oba čist napaljena, koliko je ta cool, koliko sta videla fajn. Pač tvoja mat me je klicala večkrat, kot moja mat. Čaki, a problem je to, da sem ti preveč ljubezni izkazoval? Cela familija Cilenšek, stari, preveč ste, no. Cilenšek. Tako da nisi sam ti, ne, je tudi tvoja familija. Ja, pa če pol moja familija, pol pa bi vse, ne. Pol nima veze to z mano, no. Fak, stari, sem vedel, ne. Tako boš klical in moledoval. A veš, kaj je najmanj... A veš, kaj je bilo meni zmer... No, povej, veš, kaj je bilo meni zmer najbolj neseksi? Povej ti sam povej. Ne, hočem od tebe slišati, kaj je bila tista stvar, ki te ni upalila. Ja, povej mi, kaj... Koliko si zapomnil, koliko me poznaš? Rekel si, da me ful poznaš, kaj meni nikoli ni bilo všeč.
Ja, ok, pač vem, ko sem se pač imitiral ta južnokorejski naglas, da si bil tako, ok, to je meni malo creepy, ampak sem bil tako, ampak sej gledala sva korejski. Tu veš, koliko je bilo meni to ne všeč, ne? To bi bilo tako, pa pizdil sem pač. Pora je bila, no! No, tu zdaj je glih premagal tist prej. Tu zdaj je na prvo na listici teh stvari, ki mi grejo totalno do daske na... Mislim, če pa ti se ne znaš sprostiti, pa malo humorja operati v svoj life, pa tudi ne vem. Miki, konc je. A boš kaj rekel? Pa adijo, no? Adijo. Lušte ni bilo, ne? Ne, zakaj sta šla razen? Žalostna ljubezenska zgodba. Medtem ko Vid in Peter prihajata nazaj, sicer ena zanimiva informacija, počasi bomo zaključili, ampak ne še čist. In sicer glede na to, da bi ta prizor malo o ljubezni oziroma o nesrečni ljubezni, naslednjo soboto vas pa vabimo na en pravi ljubezenski šov, tokrat v angleščini, nekaj, kar smo že dolg časa obljubljali. Vid, da boš kaj ti več povedal o tem? Ja, povabili bomo dve gosti, kajti igrali bomo eno predstavo, ki se reče Ljubezen v času korone. Mogoče vas ta naslov spomni na kakšno znano literarno delo, to je bilo tudi navdih za naslov. Sicer pa bo to ljubezenska zgodba med ljudmi, ki jih je korona ločila. Skratka, niso bili dosti dolg časa v zvezi, da so lahko se preselili skupaj, ampak jih je ta samoizolacija ločila in zdaj bomo videli, kaj se je potem zgodilo z njihovimi odnosi. V goste smo povabili dve odlični improvizatorki. Ena je iz Italije, Oli Rasini, mogoče ste jo kdaj že videli z nami v Menzi, res je fajn. Druga pa je iz Gdańska na Poljskem, to je Goša Rožalska. Cool, super. Tako da naslednjo soboto v angleščini ob 8 smo spet tukaj z vami. Povabite tudi prijatelje iz tujine, I guess. Boste vse štekali. Lušten bo. Cool. Po moje čas, da počasi zaključimo. Mogoče še eno sceno za na konec, če ste za. Smo. Mislim, jaz. Smo. Peter, ti si? Vedno. Vedno si za. Super. Imamo še nekaj gledalcev, kar ostajajo, tako da hvala vam res ful, da ste z nami in da predvsem, da gledate, da ni tako, imamo 5000 gledalcev, zdaj imamo samo še 100. Tako da, ok. Cool. Moj predlog, ali lahko jaz predlagam nekaj za na konec? Razen, če ima kdo odvaja, ok. Prosim. Ok. In sicer, ponavadi na koncu naredimo en tak video kolaž enih solo snippetov, odlomkov, in bi jaz danes rad videl ene audicijske posnetke iz nekega talent showa, ok? To se pravi, igrali bomo različne karakterje, ki so se prijavili na nek talent show, publiko pa prosim, da vmes, da zdaj napišejo komentarje, kakšne talente bi radi videli. To so, pač karkoli vidite na nekih talent showih in tako naprej. In bomo probali čim več teh porabiti, bomo videli, koliko karakterov lahko naredimo. Skratka, vsak pride in reče, moje ime je to pa to, moj talent je to pa to in malo pokaže ta talent. Prav? Ok. Cool. Peter se je šel že kar štimati, jaz bom počakal kakšne predloge, ti se lahko tudi oblečeš, jaz se bom pa pol za na konec. Skratka, draga publika, preko Facebook Live, dajte nam napisati, kaj bi bili neki talenti, s katerimi bi ljudje šli na razne talent šove. S čim bi se predstavili, vse veste, kako ponavadi izgledajo te talent šovi, ampak verjamem, da ste lahko vi še bolj inovativni, kakor so talenti na teh različnih televizijskih oddajah. Nekaj jih že imamo, moram pogledati in sicer imamo bruhanje ognja. Dobo bruha ognja in zažgal stanovanje, super, ja, kar mi všeč. Imamo talo disko, to je bilo še en komentar za nadaj, pardon, jodlanje, štrikanje, imamo nakladanje, imamo meni se jebe, ne vem, je to talent, je to komentarna predstava, Sašo, sorry, lutke imamo, lutke, pole dance, kaj? Jaz bom lutkar. Ti boš lutkar, super, ne? Pole dance, talent odporen na korona, super, bravo. Cilenšek brije ovce, vladni govorec, zna se umiti kot mačka, boh. Hkrati poje in riga, tam je tudi kar všeč,
hiperrealistično ponašanje, kos, pihanje balona, nekdo, ki bolj dobro ponaša konje. Cool, ful jih imamo, vmes jih bomo še prebrali malo v chatu, ampak definitivno. Vid, ti imaš lutke za začetek? Ja, lahko začnem. Cool. Peter, daj še ti eno zber, da ne bom jaz slučajno iste. Bom jaz najprej bruhanje ognja. Bruhanje ognja, prav, jaz bom pa pač pa kar ostane. Dajmo si pogledati tele talent show-e čez 3, 2, 1, zdaj! Živijo, jaz sem Žiga in bi rad pokazal svoj talent Vilen. Dajte spoznati sami. Živijo, jaz sem Brane in sem zdravnik. Pozdravljeni. Brane, živijo, koliko časa pa si že zdravnik? To je pa vse od časov, ko sem diplomiral na medicini. Veš, jaz nisem bil na medicini v Ljubljani, ampak na Dunaju. Res, zanimivo. No in tako naprej. Lahko tudi uponašam različne živali, lahko recimo tudi opico, pa tako. Pozdravljeni. Infideli in drugi neverci. Pred vami je magičen obstoj plamena. In sedaj bom za vas v tem studiu jaz, Robert Koren, popil malo in izbruhnil malo. Živijo, jaz sem Garfield. Jaz sem zelo navezan na svoje mačke. Imam jih preko 100 in veliko sem se od njih naučil, predvsem veliko o osebni higieni in bi vam rad danes to pokazal. Miau. 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 Živijo, jaz sem Zoran in se ukvarjam s telepatijo. No, za trenutek odložite delo in poglejte svoje čevlje. Če so vaše vezalke zavezane, jih hitro odvežite. Ste, no, zdaj jih bom zavezal s pomočjo telepatije. No, vaše vezalke bi mogle biti zavezane. Za mojo naslednjo točko bomo ponašal konja. Pozdravljeni, moje ime je čarovnik Čarodej. Čarodej mi je ime, čarovnik je moj poklic. In moj veliki talent je napihovanje balonov. Kot vidite, imam tule balon, ne? To ni papirček od čigumijev, ampak pravi balon, ki ga bom sedaj napihnil. Prosim. Takole, mogoče se me ne vidi, ker sem za tem velikim balonom, ampak jaz sem ga zagotovo napihnil. Živijo, jaz sem Žiga in lahko ne mižikam tudi več ur. No, vam bom pokazal. 3, 4, zdaj. Au. In izbral sem si pesem od Celine Dion, My Heart Will Go On, in jo bom kombiniral z riganjem. Hvala.
Lepo pozdravljeni, moje ime je Moc Ječečnik, sem drugač biznismen, preprodajam različne stvari, včasih kaj ukradem in za naš talent je, da lahko zrihtam zelo ful drage maske. Imamo različne maske, ki bodo seveda pomagali proti različnim boleznim. Evo, to je tale maska, ni iz Kitajske, Kitajci so jo naredili v Italiji. Zdaj, mogoče nekaterim malo manjka, da niso zakrita tudi usta, ampak seveda, kot vidite v teh maskah, se je zelo težko pogovarjati. Prideš v trgovino in rečeš, imamo korone in ona nič ne razume, kje imate makarone. Potem je pa še tale maska, zelo simpel, ki pa je namenjena predvsem temu, da ljudje z vami držijo distanco. Tale nos je dolg 1,5 metra, tako da če se slučajno dobutne in rečeš, fuck off, preblici, spizdi stran. No, in te maske so, tole, ajde, dam, kaj pa vem, tam 300-400 evrov, tole, taj džabe, ima edin ta diamantek, ta diamant je pač iz Anglije enkrat ukradla v enem od svojih vojskovanj v Commonwealthu, tako da ta je malo draže. Jaz sem Zoran in se ukvarjam s sajenjem rož. Tukaj je recimo, mislim, jaz znam rože pričarati iz česarkoli, recimo tukaj je en delček gumija, ki ga lahko postavim v lonček, in to, gledajte, to je prazen lonček, nič ni noter, samo en ta čigumi in ko preštejem do 3, se bo v lončku pojavila roža. 1, 2, 3. No in v lončku se je pojavila roža. Ok, dajmo s tem zaključiti. Mater, čarodej, in to je to. Ja, ne vem, Peter, kjer ga bi ti izbral, da bi mu dal zlati gumb? A moram enega izbrati? Ja, recimo, da vsak izmed nas bere enega, ki bi mu dal zlati gumb, da gre direkt v finale, polfinale, ne vem, kako to deluje. No, jaz bi izbral tega modela, ki ima full mask. Me zanima, kaj bi z njimi naredil. Ta je koristen, ne? Ja. Vinc, kjer ga bi ti? Tudi, ogromno je obetov in glasujem za modela z maskam. Ja, meni je bil ta Rigarje s Celine Dion, mi je bil kar všeč. A tudi Lutke. Prav dober ventriloquisti, tako ti pa Lucija Čirović, pa dolg nič. Lucija ima zdaj tudi na svojem kanalu, na YouTubeu dela ene pogovore z žabo. Pa res dobro dela ta ventriloquist. Ja, ona je kar huda v tem, kar huda. Profič. Kaj, smo konc, ne, moramo iti domov. 21:13, moji spodnje sosedje se že pritožujejo, da smo preveč glasni. Tolčejo z metlo. Ja, pa z granatami naslednjo. Tako da se moramo zato na hitrico posloviti, preden kdo eksplodira. Yep. Ampak danes, oziroma nocoj smo bili z vami Vid, Juš in Peter, mi smo bili improvizacijsko gledališče Ljubljana, Iglu.